Po novem mora namreč skoraj vsaka nosečnica narediti obremenitveni test z glukozo. In skoraj vsaka je predtem brala na internetu, na forumu, koliko je to grozen. Očitno je ena pacientka imela slabo izkušnjo, o tem nekaj napisala, zdaj je pa vse strah. Torej, najbolj zoporen funkcionalen test v laboratoriju, kako se ga naredi, kako smo se imeli mi in pa zakaj je dober za vas. Preverite v tem videu. Živijo spet na kanalu Moj laboratorij. Vsako nedeljo tukaj dobite zdravstvene vsebine, kakor je tale. Ene so dolgočasne, vsake toliko časa se gremo pa tudi kaj zanimivega, tudi zato, da nam ni dolgčas. No, in ker je nosečnost že kar nekaj časa za mano, sva danes k sodelovanju povabila babico Majo, ki je v bistvu prva, kar nosečkam pove, da bodo mogle narediti ta OGT test. No, Maja dela v ginekološki ambulanti pri dr. Štrumbl, veliko stvari pa jo lahko vprašate tudi na Facebooku, če odklikate na profil Vprašaj babico. Preden pa gremo narediti ta OGT test, pa dajmo malo pogledati, zakaj sploh gre. Nosečniški diabetes oziroma gestacijski diabetes je prehodna oblika sladkorne bolezni, pri kateri je motena presnova glukoze. Odkrivamo jo na več načinov, včasih so urin okušali, hvala Bogu, da ni več tako, ker tega se jaz ne bi šel. Sedaj v urin pomakamo lističe in če je raven glukoze v krvi nad 10, potem gre za višjo glukoze v urin, ki potem postane sladek in to listič tudi zazna. No, še bolj zanesljiva metoda pa je seveda merjenje glukoze v krvi, pri čemer vrednost na tešče ne bi bila višja od 5,1. No, kri smo na tešče dali tudi mi, naše vrednosti pa so naslednje. Obremenitveni glukozno-tolerančni test je sicer test za nosečnice, kar mi nismo. Ampak, zakaj smo se sploh lotili tole poskusiti? Večkrat slišimo pacientke, ki so prebrali kje na forumu, da je to grozljiv test, da je neprijetno, da je zanič, da jim je bilo slabo, da jih je strah, da ga nočejo narediti. Mene se vpraša, a res moram? No, evo, in zato smo rekli, da dajmo probati, pa bomo videli, če je res tako hudo. Čakaj, to vse može noter? Ja. A si ti normalen? 70 gramov. Ob sedmih zjutraj. Opa! Da povej, zakaj je ta test sploh pomemben z prve roke, no? Zakaj to misliš? Ja, a veš, kaj se zgodi? V nosečnosti hormoni delujejo tako, da se tkiva nosečnice včasih ne odzivajo prav dobro na inzulin. Inzulin je tista substanca, ki jo v bistvu trebušna slinavka proizvaja in ko mi jemo in jemo ogljikove hidrate, potem v naši krvi se to razgrajuje v glukozo. In glukoza brez inzulina, ki ji pomaga, da se razgradi na takšne dele, ki jih celice lahko porabijo za svoje obratovanje, za učinkovito funkcioniranje, brez inzulina celice tega ne morejo narediti. Se pravi, ne dobijo hrane in zaradi tega ta glukoza ne more vanje, ampak ostane v krvi. In temu rečemo hiperglikemija, se pravi presežek krvnega sladkorja v krvi. In zakaj je zdaj to pomembno? Zato, ker v nosečnosti potem to lahko vpliva tudi na plod. Če ima mamica preveč sladkorja v krvi, gre to preko posteljice in preko popkovine tudi do otročka. In najpogostejši stranski učinek tega je, oziroma najpogostejša komplikacija v nosečnosti, da je otroček lahko zelo velik. Da je prekomerno velik, da preveč hitro raste, zato je tudi velik trebuh in pa seveda to potegne za sabo tudi, da je mamici težji biti noseča. In tudi sam porod je potem lahko bolj zakompliciran, če je otroček velik 4,5 kg, 5,5 in tako naprej. To zdaj ne pomeni, da vsaka ženska, ki ima gestacijski diabetes, da bo imela tako velikega otroka, je pa seveda vedno možnost. Možnost je pa tudi, da ženska, ki je imela v nosečnosti sladkorno bolezen, da bo kasneje v življenju dobila tudi sladkorno bolezen tipa 2, oziroma da bo tudi v naslednjih nosečnostih lahko spet imela gestacijski diabetes. Ok, torej, dobili smo napotitev in kaj sledi? Spili smo 75 gramov glukoze raztopljene v vodi. Mogoče za lažjo predstavo, to je 15 vreč sladkorja po 2 deci vode. 75 gramov glukoze, kakor smo jo stresali v tisti kozarček z vodo, je cela tale čokolada plus cela tale čokolada plus še kakšen ta. Zdaj pa kaj bi rajš? No, to vodo je treba spiti čim prej, nato pa je treba čim bolj mirovati, nič piti in nič jesti, ker lahko edino na ta način dobimo podatek o tem, kako naše telo sploh presnavlja glukozo.
Mogoče se kdo vpraša, zakaj je treba mirovati. Telo kot glavni vir energije, tako kot Maja prej povedala, uporablja glukozo in če smo mi aktivni, pa tudi če gremo sam po stopnicah, bo telo začelo koristiti to glukozo, zanima pa nas presnova glukoze v mirovanju. Pa kaj je s tabo, kaj dirkaš? Ja, to imam energije, to sem cukra pojedel. In tak nasvet iz prakse, limonin sok baje zelo pomaga, da lažje spiješ to zadevo. Ja, ampak morate za vsak slučaj vprašati laboratorij, če to lahko naredite, zaradi tega, ker včasih limonin sok lahko moti reakcijo in potem pač ne boste smeli tega narediti. Ok, zakaj pa ne smemo jesti med testom? Zato, ker ne preverjamo mi nivo glukoze po 1 uri in še enkrat po 2 urah. Se pravi, če bi vmes kaj pojedli, bi nam sladkor v krvi avtomatsko narastel in potem ne bi vedeli, ali je to zaradi glukoze, ki smo jo popili v tejle vodi, ali je to zaradi tistega prigrizka, ki smo si ga privoščili med čakanjem. Zakaj pa ne smemo piti med testom? Glukozo smo raztopili v 2 do 3 deci vode in če potem spijemo čez še 1,5 litra, bomo v bistvu glukozo razrečili. Telo ne bo vsega absorbiralo in potem spet nismo točno prepričani v ta test. In kaj, če naše telo ne presnavlja dobro glukoze, potem so vrednosti običajno previsoke. To je pa pač prvi znak, da imamo lahko prehodni diabetes, oziroma tako, kot Maja prej povedala, se bodo težave lahko pojavile enkrat v prihodnosti. No, Maja, kaj pa lahko naredimo v tem primeru? Ja, če imajo nosečke povišan sladkor, jih običajno najprej napotimo na eno predavanje, kjer se s prehranskim svetovalcem pogovarjajo o tem, kakšna živila so zdaj primerna, katera imajo nizek glikemičen indeks, tista so ponavadi boljša za uživanje in katera imajo visoka, to pomeni tista, ki nam res nabijajo cukor v krvi. In tam se pogovorijo o eni stvari, ki mi rečemo dieta, sam jaz ne maram te besede, ker dieta pomeni, da hujšaš ali pa da si prikrajšan nečesa, ampak gre za to, da pravzaprav bi vsaka nosečka mogla biti na takšni dieti, če hočete, se pravi, govorimo o zdravem življenjskem slogu, kjer ne jemo preveč sladkarij, kjer ne jemo preveč preprostih ogljikovih hidratov, bele moke in takih stvari, ampak majčkeno bolj pazimo na to, kaj damo vase. In potem običajno dobijo nosečnice tudi domov en tak dnevnik krvnega sladkorja, dobijo svoj merilček in si večkrat na dan pred pa po obroku merijo iz prsta, to je tisti preprosti test, si merijo, koliko imajo cukra. In potem to spremljajo, si zapisujejo in se v enih časovnih obdobjih, ki jih zdaj ne vem, se dobivajo potem s temi diabetologi, ki kontrolirajo in rečejo, ok, to je vse pod kontrolo, ok, ne, tale cukor pa še vedno malo nagaja, bi mogli pa dodati mogoče mečkan inzulina, potem pa dobijo ali v tistih takih epipenih, v takih svinčnikih, ki si ženske same lahko dajo v trebušček, ali pa mislim, da so tudi tablete na voljo, se pravi, takrat pa moramo že zdraviti, če je tako hudo. To mi že imamo ene insajderske informacije in sicer bi imela glukozo pod drugem merjenju 4,2, jaz sem imel 4,7, kar je v bistvu nižje, kot smo imela prej. A se mogoče kdo vpraša, zakaj je tako, če smo pač spili, 75 gramov cukra? Se v bistvu po svoje je logično, sladkor na tešče sem imela na neki ravni in potem sem v telesu dodala še cel kup ene glukoze, to je v obliki tiste vode, ki sem jo prej popila. In kaj se zgodi? Zbudi se trebušna slinavka, ki pošlje inzulin, ki razgradi v bistvu to glukozo in jo skladišči v obliki glikogena in zato meni raven sladkorja v krvi pade. Pa ti, Maja? Ja, jaz pa v bistvu sem pa malo razmišljala, kaj se z mojim sladkorjem dogaja, glede na to, da smo zadnjič snemali video o policističnih jajčnikih, pa da imam jaz malo težav s tem sindromom in da s policističnimi jajčniki povezujemo tudi inzulinsko rezistenco, kar pomeni, da se v teoriji moja tkiva verjetno ne odzivajo glih najboljš na inzulin, oziroma da je mogoče stvar ne čist normalna, pa bomo videli, kaj se zdaj zgodi. Zdaj pač povej, kako ti povem slaba novica, na dober način ali na slab način? No, daj povej. Ne, 8,7 imaš cukor. A res? Ta druga vrednost, ja. Mi da imamo 4,7, 4,2, ti imaš pa 8,7. Kaj pa to pomeni? Smo dali v tvoje telo, oziroma vsak je pač spil 75 gramov sladkorja in pač pri vsakem smo zbudili trebušno slinavko in ki je začela producirati inzulin. In zdaj pri nama očitno kar dobro dela zaradi tega, ker je v bistvu znižala ta sladkor. Prve pa ne. Ne dela toliko dobro, kot pri nama, ni sicer še vrednost izmed meje, ker vrednost ne bi bila na 10, ampak... Vse ve, da je to tekmovanje, ampak če bi bilo... Malo počasna. Bi bila ti ta tretja. Ok. Evo, 2 urci so za nami, kri smo dali 3-krat, rezultate testa boste videli spodaj na zaslonu.
Kako smo se imeli? Ja, glede na tisto, ko smo rekli, da se pacientke pritožujejo, da test ni lušten, se strinjam, test res ni lušten, ampak tako hudo pa spet ni. Meni drugače ni bilo preveč hudo, se mi zdi, da je kar šlo tole spitno. Sicer mogoče zato imam rada sladkarije, čeprav tole je bilo res kar en tak jutranji overdose. Ampak tako, ko smo si vsi različni, smo tudi mi trije med sabo imeli različno izkušnjo. Njemu je bilo malo slabo, njo je kar tiščal gor na vrh, jaz sem pa tle sedela, pa sem bila relativno v redu, sam prvih 10 minut mogoče sem malo v želodcu čutila, da je nekaj tam. Mi trije sicer nismo nosečke, tako da če ste vi kot nosečka poskusila ta test, dajte nam mogoče to zapisati v komentar, pa povejte, kakšna je bila vaša izkušnja. Če vam je bil pa tak tip videa všeč, pa dajte nama tudi to povedati, pa bova še kdaj koga povabila. Tako da mi gremo zdaj vsak po svoje, v bistvu mi dva greva nazaj v laboratorija, ne? Jaz pa v ambulanto. Tako da se vidimo naslednjič, vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Ja, jaz danes sploh nam šla na kosilo, too much. Ko še včeraj jedla tista čokolada, ko si jo naštimala včeraj? Ja, danes očitno ne, ker sem že cukor, čokolada bom pa jutra.